Med številnimi glasovi, ki se pojavljajo, Gospod vabi, da razločujemo to, kar prihaja od njega, od tega, kar prihaja od lažnega duha. Zelo pomembno je ločiti pametno povabilo, ki nam ga Bog vsak dan namenja, od trušča tistega, ki se poslužuje Božjega imena, da bi strašil, gojil razkole in strahove. Tako je dejal papež Frančišek med homilijo med sveto mašo, ki jo je v baziliki svetega Petra na 33. nedeljo med letom obhajal med jubilejem socialno izključenih. Nadaljeval je, da nas Jezus odločno vabi, naj se ne bojimo pretresov, ki so v vsakem obdobju, niti pred najtežjimi in nepravičnimi preizkušnjami, ki doletijo njegove učence. Kolikšno zlo si delamo, ko se pretvarjamo, da ne opazimo izključenega in izločenega Lazarja. S tem obrnemo hrbet Bogu. Znak duhovne skleroze je, ko se bolj osredotoča na stvari, ki jih je potrebno proizvesti, kot na osebe, ki jih je potrebno ljubiti. Tako se poraja tragično nasprotje našega časa, kajti bolj ko napreduje razvoj in gmotne zmožnosti, ki je prav gotovo dobrina, toliko več je tistih, ki do tega nimajo dostopa. Ta velika krivičnost bi nas morala bolj skrbeti, kot pa da vemo, kdaj in kako bo konec sveta. Saj na svojem domu ne moremo biti mirni, medtem ko Lazar leži pred vrati. Ni miru v domu tistega, ki mu gre dobro, če ni pravičnosti v domu vseh nas, je poudaril papež Frančišek in spomnil, da se v stolnicah in v svetiščih po vsem svetu zapirajo vrata usmiljanja. Prosimo za milost, da ne bi zaprli oči pred Bogom, ki nas gleda, ter pred bližnjim, ki nas nagovarja. Odprimo oči za bližnjega, predvsem za brata, ki je pozabljen in izključen. Tja je usmerjeno povečevalno steklo cerkve. Naj nas Gospod reši tega, da bi ga usmerjali nase. Naj nas odvrača od lažnega sijaja, ki nas raztresa, od koristoljubnosti in privilegijev, od navezanosti na oblast in slavo, od zapeljivosti posvetnega duha.